Torej, dober večer. Dober večer vsem, ki ste danes se udeležili tega večera pod Lipami. Žal ne moremo biti konkretno pod Lipami. Letošnji julij je bolj švoh z tega vidika, ampak smo tukaj vseeno v tem duhu. Zato še enkrat lepo pozdravljeni tudi vsi naši gostje, ki jih vabim za mizo. Večer bomo delili z gospo dr. Marijo Stanovnik, ki je literarna zgodovinarka, docentka, etnologinja in teologinja. In se bomo pobliže spoznali z njegovo knjigo, ki je izšla pri Tržaški založbi Mladika in jo lahko tudi kupite po današnjem večeru. To je slovenska pesem v tujem škornju od doma do puščavskega peska. Skupaj z gospo, z dr. Marijo Stanovnik bodo še vnuk pesnika Jože Lavrenčiča Andrej Vovko ter sin pesnika Danila Florjančiča in sicer ustavni sodnik Damjan Florjančič. Vrhovni sodnik, vse skupaj pa vabim, da če lahko pridete za mizo, in današnji večer bo vodil profesor Tomaž Simčič, ki se mu tudi zahvaljujemo, da je sprejel naše povabilo in njemu prepuščamo vodenje večera. Hvala lepa in prijetno poslušanje. Najlepši pozdrav vsem še z moje strani, seveda, in tudi zahvala organizatorjem, da ste mi zaupali vodenje tega večera. Večer je namenjen publikaciji, ki je išla pri Tržaški Mladiki, kako smo slišali, slovenska pesem v tujem škornju. Avtorica pa je dr. Marija Stanovnik, ki jo tudi jaz seveda lepo pozdravljam. Nekaj besed o avtorici, torej gre za skoraj 40 let je bila raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, urednica revije Tradiciones, sicer pa tudi večkratni doktor literarnih ved, doktor teologije, magister etnologije, predavateljica na Univerzi v Ljubljani, profesorica slovenske književnosti. Dr. Marija Stanovnik velja za utemeljiteljico slovstvene folkloristike. Njen znanstveni opus je izjemno obsežen in zajema številna raziskovalna področja. O tem seveda ne bi govoril, ker bi to tiralo preveč časa. Z ozirom na knjigo, o kateri bo govor na tem večeru, naj se omejim na področje, ki je zadnje leta posebno pri srcu. Namreč na zbiranje slovenske umetniške besede, ki je nastala v kontekstu najprej druge svetovne vojne ali pred njo, vsekakor v sklopu tega strašnega 20. stoletja, ki ga je zgodovinar Hobsbawm označil kot kratko stoletje. Ta zbirateljska vnema nemara izhaja iz več vzgibov, med katerimi vsekakor izstopa želja po spravi, ki bi slovenskemu narodu omogočila lepšo in mirnejšo prihodnost. Knjiga, ki jo nocoj predstavljamo in ki je šla letos pri založbi Mladika v Trstu, je tako četrta iz ciklusa Poezija konteksta. Naslov pa ima slovenska pesem v tujem škornju, podnaslov pa slovensko odporniško pesnjenje pod italijanskim fašizmom, se pravi med 1920 do 1943 in v Severni Afriki 1943-1945.
Torej, ni naključje, da je knjiga šla prav med Slovenci v Italiji, saj je tematika, ki jo obravnava, najbrž prav med nami še danes najbolj živo občutena. Knjiga sploh ni zbirka besedil, ampak mnogo več, vsebuje zgodovino teh krajev, vrsto zanimivih anekdotičnih podatkov, življenjepise znanih in manj znanih primorskih ali s primorsko povezanih Slovencev, literarne analize, slogovne analize, jezikovne analize in tako dalje. V njej nastopajo znani in tudi, morda predvsem, manj znani literati, zlasti pesniki. A kaj več o knjigi kasneje. Naj predstavim še ostala dva gosta, ki bosta sodelovala pri predstavitvi. Oba sta sorodstveno povezana z osebnostmi, ki nastopajo v knjigi. Prvi je dr. Andrej Vovko, zgodovinar, raziskovalec, muzejski kustos, predavatelj na Univerzi v Mariboru. Drugi, magister Damjan Florjančič, pa pravnik in sodnik, sicer član Slovenskega vrhovnega sodišča. Dr. Vovko je vnuk pesnika Jože Lavrenčiča, ki je bil doma iz Kreda pri Kobaridu, ki je bil profesor na Goriškem in Tržaškem in tudi med drugo svetovno vojno ravnatelj Slovenske gimnazije leta 1944 pod nemško zasedbo, nato pa tudi profesor v Ljubljani, ter sodelavec Doma in sveta v času med obema vojnama. Drugi pa je sin Danila Florjančiča, ki je pesnil slovenske pesmi v italijanski vojaški sukni ob Rdečem morju 1939 in Jonskem morju kasneje. Oba sta predmet obravnave v tej knjigi, zlasti Danilu Florjančiču avtorica posveča kar obsežno poglavje. In oba bosta k temu, kar bomo lahko brali v knjigi, oba naša današnja gosta, bosta lahko prispevala tudi kako dragoceno osebno pričevanje. No, tako pojdimo nekoliko podrobneje k predstavitvi knjige in bi, dr. Stanonikova, bi vas kar vprašal, da glede na to, da v vaši knjigi bralec najde res veliko podatkov in besedil, že objavljenih, neobjavljenih, kaj ta besedila druži in kakšen je bil vaš namen, ko ste knjigo pripravljali za tisk? Najprej mi dovolite, da vse skupaj prav lepo pozdravim. Najrajši bo ime poimenovalo, skoraj večino od nas se poznamo tudi osebno, ampak da ne bi bilo predolgo, da ne bi... Samo pričujem. Hvala. Ja, no, tako lažje govorim, če stojim, ampak skratka želim vas vse skupaj prav lepo pozdraviti. Lahko, ja, če lahko. Lahko. Ja, tako, hvala lepa. Prav lepo vsi skupaj še enkrat pozdravljeni. Pravim, da bi vas rada poimenovala vsakega posebej, ker večino od vas pravzaprav tudi osebno, kako poznam, ampak da ne bi bilo predolgo, se bom temu odpovedala, zato da se bom več lahko pogovarjali o knjigi, da ne bom jemala časa mojima sobesednikoma, ki jo lepo pozdravljam, pa veselim se, da smo skupaj, da bi zato ta knjiga čim bolj zaživela, da bi bila čim bolj pristna, ker mislim, da so neposredni stiki pa doživetja največ vredni. Pa vendar si ne morem kaj, da ne bi posebej pozdravila gospod Lojzko Bratuš, ki je pravkar praznovala 80-letnico in jo srčno pozdravljam v tej hiši častitljivega imena, da ne bom kaj več rekla. Skratka, zelo, ja. Zelo lepo se zahvaljujem tudi gospe Eriki Jazber, ki nam je danes razkazala govorico. Zmeraj sem čutila neko tako nelagodnost, kako jo malo poznam, čeprav sem že od moje maturitetne naloge vendarle nekako duhovno povezana tudi s slovenskim, ne bom več rekla zamejstvom, ampak Slovenci v sosednjih državah, namreč že od mladosti
ste in so moja tiha, ali pa tudi zdaj glasna, moja etno bolj glasna ljubezen. No, o tem govorim prav na kratko v uvodu knjige, pa ne bi več o tem. Skratka, kako sem začela, zakaj sem prišla s to knjigo na dan. Jaz sem se pravzaprav res upisala na slovenistiko, smo še takrat rekli, pa na etnologijo, da bi se posvetila Slovencem zunaj Slovenije, da bi tako nekako osebno, če že je takrat bilo nedoumljivo pričakovati, da bi se kdaj lahko združili v svoji državi, pa tudi povezali preko brez meja, tako kot je danes, vsaj formalno. In sem bila čisto nekako pretresena, kako sem padla na to slovensko, takrat smo rekli še s prepričanjem, NLB pesništvo. Pa se je čas pokazal, da je to bilo marsikaj drugega, ampak že takrat sem si rekla, kako bi bilo pošteno in prav, da bi z vseh strani naše ustvarjanje se dalo prikazati in nekako ponuditi ljudem na krožniku, potem pa ne vsak sam presoja in odloča, kaj je prav, kaj ni bilo prav, ne da je že vnaprej nekako sugerirano, samo enoplastno. No in zato me zelo veseli, da sem najprej pač spravila pod streho, tako kot jaz znam in zmorem slovensko pesništvo, ki je bilo povezano z OF in partizani, kakorkoli že. Potem sem kar veliko napora vložila v to, da je prišla na dan knjiga slovenskih, to se pravi pesnjenje slovenskih vojakov v nemški vojski, in že takrat sem si želela, da bi bilo v eni knjigi tudi skupaj v knjigi tudi Slovenci v italijanski vojski, oziroma sploh Slovenci pod fašizmom. Danes rečem na veliko srečo, to društvo slovenskih prisilnih mobilizirancov ni bilo za to, ker je zdaj 16, ali skoraj malo v 20 let, ko je ta knjiga pač prihaja veliko pozneje na dan, ampak ta čas sem pridobila še toliko novega gradiva in bi bila velikanska škoda, če bi že takrat s tem končala, s tem pač raziskovanjem. Še zdaj, ko knjiga zunaj, se mi zdi, da bo mogoče nastopil pravi čas, ko bo veliko gradivo prišlo na dan, ko so ga ljudje nekako hranili zase ali so pomislili, da nima prave cene. Pa če ga damo skupaj, pa zložimo v nek mozaik, se pa pokaže na velika podoba, ki je popolnoma nepričakovana. No, toliko za začetek. Je bilo pa morda za naše bralce zanimivo vedeti, kako ste se odločili za uvrstitev posameznih besedil v knjigo, ker domnevam, da ste marsikaj tudi izločili, gradiva je res veliko. Po drugi strani so notor pa tudi nekatero uveljavljene literarne imena, recimo Anton Novačan, ki sicer bil nekoliko morda zanemaren v literarni zgodovini, je pa vsekakor tako ime tudi nekako obrobno, tudi Simon Gregorčič in Srečko Kosovel nekako sta noter. Zdaj, ob njih pa tudi imena, za katere bralec najbolj prvič sliši. Zdaj, kakšno vlogo je pri tem igrala umetniška sporočilnost, koliko pa bolj morda je prišla pričevanjskost? Žal sem morala nekako, to sem se res vnaprej morala odločiti, da bom tiste imena, uveljavljene imena, o katerih je bilo že veliko napisano in so že sicer zelo temeljito obdelana, da se jim bom odpovedala, na čelu res Kosovelom, pa na drugi strani Pahorjem, čeprav je ta bil predvsem prozaist, tudi Gregorčiču nekako, zato ker sem hotela dati prednost tistim neznanim, zanemarjenim, zatajenim, zapostavljenim konec koncev. Ker to je skozi prizmo, etnološko prizmo prikazati tisti čas, ker pesmi imajo neko posebno lastnost, ki smo jo mogoče doslej premalo upoštevali, sploh zgodovinarji, če smem, ko imamo danes zraven konkretnega človeka te stroke. Prednost pesmi je ta, da zamrzne razpoloženje, čustvo, misel tistega časa, v katerem je bila napisana.
In je po tej plati najbolj konkretno, najbolj pričevanjsko, najbolj dokumentarno gradivo pravzaprav. Nobeno drugo ne tako, namreč osebna, izpovedna plata, je v pesmi nekako zamrznjena, tako kot včasih rečem, kot so jaslice za Kristusovo rojstvo konec koncev, neko zamrznjeno stanje pravzaprav predstavljajo. In tukaj sem izhodišče za gradivo, za zbiranje gradiva je bil korpus slovenskega, tako je pač uradni naslov, NLB pesništva pod vodstvom profesorja Paternuja. In že takrat se mi je zdelo, da bi bilo to fajn enkrat posebej obdelati. Ampak takrat se je zdelo, da je vse gradivo izčrpano, da smo vse zbrali, kar se da priti do njega. No, potem sem pa prav na podlagi izkušenj pesmi na slovenskih vojakov v nemški vojski ugotovila, da to pravzaprav nikakor ne more biti res. In sem tako spotoma potihem ves ta čas zbirala gradivo tudi iz te strani, potem pa tudi bolj temeljito oziroma tudi bolj načrtno, konec koncev, čeprav še zmeraj je bilo tisto gradivo, ki je prišlo mimogrede največ vredno. In prav za nagrado se mi zdi, ko se mi je zdelo, da sem pa res vse izčrpala, ko pride na dan avtor, to je pa oče tukaj navzočega magistra Damjana Florjančiča, s celim spet opusom, lastno pesniško zbirko, za katero se takrat ni vedelo, čeprav sem ga že prej omenila v takem odlomku kot večino drugih. No in to se mi je zdelo pa prav kot nagrado za vse moje dolgoletno prizadevanje. Ker iz tega poglavja, kdo bo knjigo vzel v roke, bo lahko opazil, se vidi vsa tragika, pa tudi vsa veličina pesnjenja teh ljudi, tudi ves napor, skratka ta slovenska identiteta, kako je krepila duha in tudi kako je bila, kaj so starši naredili za te otroke, ki recimo komaj prvi razred ne naredil v slovenski šoli. Potem je pa moral iti v notranjost Italije, ampak ga je mama tako spodbujala in vzgajala, da je pisal pesmi v slovenskem jeziku. Si predstavljamo, kakšna moč, jezikovna izpovednost. Pa kaj bi lahko nastalo z tega človeka prav po tej plati, če mu bi bilo res dano obiskovati slovenske šole in se sicer izobraževati. Predvsem, kaj me je vodilo pri tem, predvsem želja, da bi na svoj način, kakor pač estedilno zmorem, pokazala spoštovanje do vseh teh ljudi in do vas, ki se še danes trudite za naše slovenstvo. Mene silno boli, ko marsikdaj je tudi zapisano, kako mi pozabljamo na vas, če vsi drugi jaz prav gotovo ne. Skratka, v Ljubljani je nekaj src, ki vejo in računajo na vas in skratka smo eno telo, no kako ne drugače rečem. Če manjka roko, če manjka prst na roki, pač manjka in moramo gledati, da je telo celo in zdravo in krepko. Ste omenili pesnika Florjančiča, da ne bomo šli tako po šolsko eno za drugim. Jaz kar predlagal, bi prosil, morda, ker je tukaj njegov sin, Damjan, da bi morda kakšno nekaj več o življenju vašega očeta. Kdo je bil, Maj je bil torej iz Brkinov, iz Vrem, kaj so na meji? Na meji, ja. Na meji, ne? Iz Vrem, vojak v času italijanske vojne, bil v Afriki, vojske v Afriki in tako naprej. Če morda kakšno osebno pričevanje o njem? Ja, hvala za besedo in tudi najprej seveda vas lepo pozdravim tudi v mojem imenu in se zahvalim za povabilo na nocojšnje srečanje. Posebej mi je v čas, da sedim za isto mizo z dr. Stanonikovo, ki je tako čudovito stvaritev dala na plano. Sicer bi pa tako rekel, da na začetku mi se zdi, da moram poudariti to, da če je zaklad zakopan, nobeden ne ve, da je to zaklad, dokler ga nekdo ne odkoplje. In lahko rečem, vsej zame osebno, da je dr. Stanonikova odkopala ta zaklad, ki je ležal pri nas doma in nam posvetila z lučjo nanj
tako da se šele zdaj pravzaprav nekako zavedamo tudi vrednosti te zbirke in jo drugače cenimo in drugače na njo tudi domači gledamo. Upam, da bo to našlo odsev tudi širše. Sicer pa bi na kratko povedal, da seveda tako kot večina teh železničarskih delavcev v tistem obdobju, oče mojega očeta je bil namreč železničar, so bili preseljeni v notranjost Italije prav zaradi teh raznarodovalnih pritiskov in so v bistvu živeli od očetovega prvega razreda osnovne šole, ki jo je obiskoval v Bremski dolini, to je v Breki reki. Torej, do konca osnovne šole in še poklicne potem šole so stanovali v Italiji in se vračali domov le na počitnice, tako rekoč v poletnih mesecih, sicer pa je pravzaprav so osnovno šolo in poklicno pravil tam in perfekcioniral, če tako lahko rečem, le italijanski jezik, slovenskega pa se naučil z branjem knjig doma. Mama njegova je preskrbela to učno vzgojo v tem smislu in v ljubezni do domovine, kar je potem tudi videti v pesnitvah. Že takoj po tistem, ko so se vrnili spet v domači kraj, torej leto in pol, dve po tej vrnitvi, je bil pa poklican v italijansko vojsko leta 1939 v Mornarico. No, in s to Mornarico je odšel potem na to usposabljanje tudi v Masavo, ki je najjužnejši kraj, kjer je pisal te svoje stvaritve, to je v Eritreji, v Rdečem morju, in se potem vračal nazaj v Sredozemlje, potem pa nekako uspel simulirati bolezen, deloma je zbolel, deloma se je pa tudi potrudil, da je zbolel, tako da je odšel v bolnišnico v Pulo in bil potem odpuščen predčasno izsluženja vojaškega roka, vendar ne za dolgo, že naslednje leto, leta 1941 je bil ponovno poklican in je bil nameščen v spet mornariško enoto v Taranto in od tam se je spet usposabljal in različne, bom rekel, zgodbe in prigode, če bo kaj časa se kasneje še lahko kaj prebralo iz njegovih dnevnikov, ker je tudi že takrat začel dnevnike pisati in poleg pesnitev. In se je potem v letu 1942 odločil dezertirati. Pripeljal se je domov, doma je bil dogovorjen na neki javki, tako imenovani, z tistim, ki naj bi ga prepeljal k partizanom, vendar te vezi takrat na tem mestu ni bilo in je odšel do domačih. Potem domači so bili presenečeni, prestrašeni, niso ga hoteli sprejeti oziroma so rekli, naj ne bo doma, ker bodo sicer vsi odpeljani v taborišče in se je odpeljal v Trst, no in v Trstu so ga potem spet prijeli in ga kot dezerterja odpeljali na sojenje. Bil je na vojaškem sodišču v Tarantu obsojen potem na leto in 6 mesecev nekaj takega zapora, ki ga je preživel v kraju Montesarchio. Tam je dočakal potem kapitulacijo Italije, prišli so Nemci in nekaj časa obvladovali ta zapor, to trdnjavo, potem pa je uspel iz tega zapora peš preiti na drugo stran preko Zavezniške fronte v Bari in potem s prekomorci na jugoslovansko obalo. Morda, da ne bi bil predolg, bi s tem delom zaključil zdaj. Bi vas pa vseeno vprašal, ker ste mi prej povedali, da je potem tudi po vojni še živel in leta 87 umrl. Če je v svojem kraju potem dobil kakšno priznanje, je morda še kaj ustvarjal, kakšno pesem objavil? Ja,
ustvarjal je še kar naprej, ampak to je vse ostalo doma, je ogromno te njegove zapuščine, ampak nikoli ni kazal nikakršne najmanjše želje, da bi se to kjerkoli objavilo. To je pravzaprav pisal za svojo dušo in čeprav je tudi v tej zbirki, ki jo je sam potem spisal lastnoročno, in imam tudi sabo, če bo kdo želel pogledati, napisal kot neko sporočilo tistemu, ki bo to zbirko bral, vendar pa je ostalo le pri tem in brali smo te pesnitve le domači, tako da v tej njegovi skromnosti ni kazal nikakršne želje, da bi se stvar širše prepoznala ali objavljala in podobno. Doktor Stamovnikov, bi vas pa vprašal, torej ta literatura, mislim tukaj na Florjančiča, pa tudi mislim na druge, v glavnem izraža domovinski čut, torej mestoma tudi gre za tendenčna literatura. Evo, zdaj bi vas pa vprašal, koliko ste pa v tej literaturi, priložnostni, domoljubni, rodoljubni, tako naprej, zaznali tudi pristop pesniški navdih? Sem pa tja tudi, vendar je marsikdaj ovira, da bi se ta navdih lahko res kvalitetno izrazil, je ovira jezik, to je treba priznati. To se pač žal poznamo. Ampak kar sem ne mogla, sem ga skušala pri tej analizi nekako poudariti, pokazati najmanjši dokaz te ustvarjalne moči. Ker večina teh pesmi je res v smislu poezije konteksta. To se pravi poezije, ki je želela s pesmijo kovati svoj čas, se izražati oziroma pri pomoči v smislu beseda pesmi, tudi orožje bi lahko rekli. Vendar, čeprav je pa res, da veliko teh pesmi so pisali za svojo dušo in so si v bistvu z njo dajali duška sami zase, ker se javno niso smeli upali izpostaviti, kdo se je bil vsojen, je bil obsojen. To ni bila šala, to tisti, ko ste tukaj veliko bolj veste kot jaz, ki sem se to nekako uživljala. Je bilo zelo hudo, v prvem delu, ko opisujem, kaj se je dogajalo z jezikom v šoli, oziroma po šolah, pa celo doma se niso upali pogovarjati slovensko, so poslušali fašisti pod oknjem, do najhujših primerov, ko je fašistični učitelj ploval v Strčevo, žal spomnim tudi na taka dejstva. Ampak človek ne more iz svoje kože, bi lahko rekli. Najmanj, kar je lahko storil, da je pisal to, kar bi moral javno povedati, pa izražati, da je skrivajno popil to prenašal. Ampak recimo, Filip Terčel, vipavski pesnik po rodu, je svojo intimo, pa tudi pesniško ustvarjalnost, po domovinsko ljubezen, nekako vključeval cerkvene pesmi. To se da lepo prikazati in dokazati. Najrazličnejše možnosti so ljudje, pač avtorji poskušali. Recimo, nekateri so se vračali v silno preteklost nazaj, ravno tukaj ded našega Andreja Vovka. Je šel v čas Cirila in Metoda, oziroma v čas začetka slovenskega ustvarjanja. A potem drugi, to smo zadnjič četrti poslušali zelo tako ognjevito, je avtorica, to se pravi hčerka, Kravo se, kako meni? Ja, kako so si je veliko ljudi pomagalo s tem, da so kot skozi navihane, da ne rečem včasih celo kvantarske pesmi skušali, kot tako mimo grede, si dati duška, ampak ta podton med vrsticami je to pomenilo zelo močno sporočilo. Kontekst, to se pravi okoliščino, času, prostoru, v katerem se je to dogajalo. Torej, ob teh manj znanih osebnostih, morda celo ob pesniški zapuščini, ki je prišla iz družinskega arhiva direktno v knjigo, pa obravnavate tudi nekatera uveljavljena pesniška imena. Eno od teh je tudi pravkar omenjeni Jože Lovrenčič. In tako bi jaz zdaj vključil
profesor Andreja Vovka, če je zato, ki je vnuk, ki je njegov vnuk. Njegov lik knjiga obravnava na straneh od 78 do 80 in je zanimiva prav ta interpretacija, ki ste jo zdaj omenili, mest iz njegovega epa, torej iz Schoraris Trente, ki je sicer postavljen v 16. stoletje, ampak ki interpretirate kot prispodobo za položaj Slovencev pod fašizmom. Kaj pravite, dr. Vovko, soglašate s to interpretacijo? Vsekakor. Najprej lep pozdrav tudi sem vam. Dedek je šel celo nazaj, je šel celo v čas rimskih osvajanj. Recimo, to njegova knjiga Karlska kraljica, ki je v bistvu čudovit prikaz, kako se nek narod bori proti tuji okupaciji, proti Rimljanom, to se pravi pač fašistom. No in zanimivo, kljub taki domoljubni njegovi pesmi in tudi prosi, je bil se po vojni krivično obsojen kot narodni izdajalec, obsojen na izgubo imena nad nacijo na morje, kot poznate ta izraz iz rimskih časov. Tako da, in en glavnih grehov, ki jih je imel, je bilo vodstvo slovenske gimnazije Goricija. On je bil potem, tako ima neoseba, orlovska oseba, kot je sam pisal v svoji rokopisni zbirki, nič niče. Dejansko je to bila huda krivica, človeka, ki je bil prepričan Slovenc, globok Slovenc in tudi ljubi svojo Primorsko, ljubi Gorico. Ker Gorica je nekje osrednjo vlogo igra na njegovem življenju, najprej njegovem šolanju, v malem semenišču, tukaj zraven, potem v gimnaziji. Recimo v svojih spominjih se lepo piše, kako je bil kaznovan z neupravičeno uro, ker si je drz dojet na pogreb pesnika Gregorčiča, to, kar so pač pogreb odhajali iz Gorice. No in potem seveda glavna njegova pač v letih 45, na dol se moram gospeljih lepo zahvaliti, da me peljala na mesto, kjer je bila ta gimnazija. Nisem še imel zdaj tega poslopja, tako da sem zvedel v tej Gorici zelo veliko, sem zelo hvaležen. No in dedek je potem ni več imel nekje učiti, nekje objavljati, razen v Mohorjem koledarju, v takratnem oznanilo, skratka, mi je res pokopan pri živem telesu. In ga je tudi to njegovo prezgodno smrt povzročil, bil je star šele 62 let, to se pravi 52 je bilo to. No in se dobro spomnim, nekaj mesecev prej so bile tukaj v bližini, na Kostanjevici je prenočil pri Češkani, kako cini, Češkani, pardon. No in potem smo se odrežili še pogreba njegovega prijatelja Vinka Vodopilca, ki je tudi nekatere njegove pesmi v glasbo, zlasti to je bil tudi Deči Hroš, ki je njegova ponarodila pesem. Tako da dedek je res živo s Primorsko, on sicer ni bil vojak, bil begunc, je bežal leta 16, je bil tukaj učil na prvi slovenski gimnaziji, državni, in potem je bežal na Gorensko s svojo družino, ampak si zmeri nekje njegovo srce je v bistvu ostalo tukaj. In to je tudi tem si jaz veseljem sprejel to ravnateljsko mesto in pa ni vedel, recimo, kakšen je potem odpor in Glonico doživel z nasprotne strani, tudi tako ima njegov prijatelj Belk, ki ga je zelo rabil, ker je potreboval Belk njega, je bil zelo samo delo prijaznega, da potem ga je pa zelo grobo, bi rekel, z nožem zapadel hrbet. Ampak potem na koncu nekako se je tudi pomeril z našo družino, je prišel nas obiskati potem, ko je pač že dedek bil pokojen, tako da je pač tudi velika sprava, tudi smo doživeli tudi na račun gospoda Belka. Kaj pa tisto mesto, ki ga obravnava knjiga, kjer vedno v tem epu Schoraris Trente, kjer vaš ded svoje upanje obrača v moža izpod sonca vzhodnega, tako piše, ne? Kako si lahko to mesto razlagamo? Ne bom se delo pametno, ker nisem, ne vem odgovor. Vi razlagate na dva načina, ali so to Slovenci iz Jugoslavije, ne? Ali nekako upanje v vzhodne brate Ruse. Ja. No, če lahko malo gibam, sem prav delovanje, verjetno pa je to pač v jugoslovanskem okresu. Mislim, da Rusem ne. Izhajam mi sedanjih razmer svetovnih prosim. So pa tile, torej to predstavljanje v
staro zgodovino je značilno za obdobje fašizma. Monsignor Jakob Upmar je na primer napisal 1930, ko so lahko še objavljali nekaj publikacij. Celo zgodovino preganjanja prvih kristijanov, če danes bralec pozorno bere, vidi, da je imel v mislih vprašanje preganjanja slovenščine. No, bi se dotaknil rad še, sicer bomo potem lahko še kakšno stvar poglobili, ampak vi ste omenili Filipa Terčelja, ne? In prav gotovo, ko govorimo o Primorski za časa fašizma, o narodno-obrambnem delu in tudi o umetniški besedi, ki je iz tega narodnega obrambnega, ki je bila izraz tega narodnega obrambnega dela, seveda ne moramo mimo vloge primorske duhovščine. Dejansko je eno poglavje tudi posvečeno temu. Zdaj, omenili ste Terčelja, zdaj kako, kaj bi še morda k temu dodali ob Terčelju, morda še kakšno osebnost, ki vas je prevzela? Tukaj imamo predvsem pred seboj knjigo Egona Pelikana o slovenski duhovščini pod fašizmom, ne vem, kako natančno naslov zdaj, ampak to knjigo bi morali prebrati vsi Slovenci. To je tako impresivna knjiga, jaz sem se čisto nov svet se mi odprl, pa se mi je zdelo, da še kaj vem, pa da še kaj spremljam to plat naše zgodovine, ampak pri tej knjigi sem, kot me je pretreslo, sem bila po drugi strani očarana nad organiziranostjo, nad požrtvovalnostjo, nad veličino tudi ustvarjanja, skratka delovanja teh slovenskih duhovnikov in me zelo stresa, ko pomislim, kaj vse se je potem tudi z njimi enako dogajalo kot v drugih slovenskih pokrajinah. Skratka, čisto premalo se zavedamo vloge in cene tudi, ki so jo dali slovenski duhovniki, naši in vaši primorski, skratka, v času pod fašizmom. In to poglavje je samo pač kapljico morje, ki je ta del slovenskega intelektualca, bi lahko rekli, tudi zasluženo. To mislim, da upam, da še prihaja čas, da bo prišel čas, ko bo veliko bolj realno in pošteno in tudi svetlo predstavljeno. Res, to je, napopisno mi je tudi hudo, kako se mi zdi, da je zdaj prav na Primorskem se še najbolj čuti to pomanjkanje duhovnikov, kako se je to tudi nekako spremenilo. Bojim se, da tudi zato, ker je bilo po vojni tako mačevhovsko to poplačano, čeprav duhovniki pač ne bi gledali na to, ampak vsi duhovniki so povedali iz ljudi vzeti, se me poučili v Ljubljani, ko sem v neki drugi zadevi nekako otožila našo situacijo. No, da stanemo pri Terčelju, s tem, torej veste, da poteka proces za njegovo priglasitev med Blažene. Me zanima, če ste morda v njegovi poeziji, v njegovi nabožni poeziji zaznali tudi kakšno svetniško potezo. Ja, nisem se toliko ozirala na to, ampak mislim, da je njegovo življenje, kot sem mu sledila najprej, že to, nekako v bistvu bi zelo zgodaj izgubil starše in potem se bil zelo kruto preganjen pod fašizmom in je zdržal ta pritisk, kar je bila velika nevarnost za vso to organizacijo. Svečenike svetega Pavla in druge tudi, da bi se to nekako prišlo na dan kako in kaj, da je to vzdržal in potem je prišel v Jugoslavijo tedanjo, pa tudi tam ni bil tako sprejet, kot bi bilo zanj primerno, namreč njegovim okoliščinom primerno, odkud je prišel. In potem tudi ta nesrečna smrt. Bi rekla, da je Gospod nekako mu vendar na ta način krojil usodo, da si to aureolo zasluži. Mislim, da ne moremo mimo še zadnjih dveh poglavij, kjer
ki obravnavata najprej Antona Novačana, potem pa še pesem pri slovenskih prisilnih mobilizirancih iz italijanske vojske v času prestopanja k antifašističnim enotam. In tukaj bi omenil torej, na eni strani to močno osebnost Antona Novačana, ki je znal biti tudi zelo polemičen, zelo oster, po drugi strani pa na primer osebnost Rudolfa, Ivana Rudolfa, in to glasilo Bazovica. Evo tam, ko sem prebiral to poglavje, sem videl, da pravzaprav tudi tam brez polemik le ni šlo. Torej, morda kaj več, če bi o teh dveh osebnosti, Anton Novačan kot pesnik, kot umetnik in Rudolf kot politik. Ja, to knjigo Dnevnik Novačana to se pravi iz Egipta in Izraela, iz Palestine. Sem prebirala že takrat kmalo, ko je knjiga išla, pa moram reči, da se mi zdela skoraj malo dolgočasna. Ampak jaz sem jo prebirala v čisto novi luči in sem doživljala tega pesnika, očitno mi mora biti dokaj robusten po postavi, kot enega medvedka, sem že nekaj omenila. Medvedka ne imajo otroci za igrače, ampak v resnici so lahko pač napadajo človeka, če se borijo zase. In tukaj on pokaže obojno plat, po eni strani to mehkobo neko, pa neko neotroško, skoraj otročjost, po drugi strani pa nekaj čudne njegove poteze, celo Stalinu bi si dopisoval, pa ne vem, take nenavadne, ni se čisto znašel, kako bi prišel dobro skozi pravzaprav, Ampak kljub temu se mi je zdelo vredno potruditi, nekako poglobiti se v njegovo poezijo, čeprav ni dozorela, ni posebej kvalitetna, ampak ta njegov načrt, kaj je želel iz nje napraviti, se mi je zdel vreden pozornosti, pa tudi celo objave, nekaj sem že skušala, da bi to prišlo na dan v nekem zgodovinskem kontekstu, seveda. Predvsem pa nisem se prav znašla, kaj s tem Ivanom Rudolfom. Enkrat ja, z njim, drugič ne, kako in kaj. Ampak potem se mi je odprl po čisto nov svet, ko sem posegla po Bazovici, sem pa ugotavljala, kako in kaj, potem sem se dala še malo tudi poučiti. Čeprav mi je žal, da nisem še kaj prebrala od njega, predvsem te knjige Sašo Rudolfom še čakala, da je zdaj vzamem v roke, če prej nisem, bi je škoda, da je nisem že prej, ker bi kakšno reč verjetno bolj kvalitetno oblikovala, pa vendar nobene delo ni popolno. Skratka, ta Bazovica je odpira oči o slovenskih fantih, ki so se iz italijanske vojske potem odločali ali za, bom rekla nakratko, Tita pa za prekomorce, ali za Angleže, zelo kratko lahko rečemo. Recimo, je tukaj tudi posebno poglavje posvečeno Janezu Pešiču, ki se pa ni odločil za Pešič ali Pešič, tega nikoli ne vem, ker se ni odločil za prekomorce, ampak za Angleže, skratka za kraljevo stran, pa je pisal pesmi, tukaj nam zveni danes lahko častivredno, v Jeruzalemu, v Nazaretu, skratka v Jezusovih krajih, bibličnih, lahko kratko rečemo. Medtem, ko njegov oče, to je najjužnejša točka, za koder vemo, da so nastajale slovenske pesmi v tem času. To se pravi, na eni strani Rdeče morje in če zdaj gremo k vojakom, ki so bili posili razmer v nemški vojski, pa Ledeno morje. Tam je en avtor Janez Pednat, slovenski Korošec, ki ima odlične pesmi. Prav, kar spet čutim tisto melodijo ene njegovih pesmi, ki jo poje na ladji Oldenburg. No in tukaj se lepo vidi kako je Ivan Rudolf moral biti trd boj, zelo se je trudil za slovenstvo, vedel je, da je Slovenec, oziroma vedel je, hotel je ohraniti slovensko linijo v tem boju med Jugoslovanji. Skratka, ker
so ga hoteli nekako potisniti v kot, pa se ni dalo, ne, zato mu gre so spoštovanje. In tisti, ki so mu stali ob strani, so se zavedali tega njegovega karakterja, bi lahko rekli, in tudi potem podarili en album z velikim spoštovanjem in tudi pesmijo, ki je tudi tukaj notri objavljena. Potem so ti vojaki v prekomorskih brigadah to danes odkrivamo, oziroma predvsem ta razstava, ki je bila do nedavno odprta v Muzeju novejše zgodovine. Jaz se tega nisem prevedela, da niso bili nikoli tako priznani od Zveze borcev kot partizani. In simptomatično je, da tudi po toliko letih, ko je bila ta razstava odprta, predstavnikov Zveze borcev ni bilo zraven, da so bili povabljeni. Glasilo Bazovica je pa leposlovno bogato. Ne? Tukaj so objavljali kar uveljavljena pesniška imena, da bi imel od Gradnika do Bevka, celo Vinka Beličiča z eno pesmijo, ne? Tako da je bilo to kar tako kvalitetno branje. Še to bi vas vprašal, prej smo omenili Florjančiča, da je prišel iz domačega arhiva direktno v to publikacijo. Omenili smo marsikaterega uveljavljenega pesnika. Zdaj me zanima, če je poleg Florjančiča ste odkrili še kakšno drugo tako ime, ki je bilo doslej čisto neznano. Ja, vmes jih je veliko takih. Predvsem ta presenetil me je, sploh dokler nismo dobili še Florjančiča, sem bila tako dejala veliko težo pesmi res tega Janeza Berčiča, čeprav so njegove pesmi manj kvalitetne, pa vendar, glede na to, da je njegov opus velika, ne se je dalo z tega nekako marsikaj iztisniti, potegniti, no čeprav tukaj potem Florjančič veliko bolj je lahko nekako veliko bolj kvalitetno se je lahko ta teža ustvarjalna, pa tudi idejna, kako bi se temu reklo, pokazalo nazorsko tudi, oziroma domoljubno pravzaprav, no, ker Berčič je vendar, da se potem odločil za emigracijo, pa se enkrat je prišel pogledati domovino, no drugače je se potem nekako na nek način odpovedal. Nekaj drobcev takih je vmesno, ko zdaj niti ne znam imenovati, če sem po pravici povem, ker to je zdaj v bistvu že zelo dolgo, ko sem to delala, je pa res, da sem vse te leta dopolnjevala, nekako dodajala in sem pa tja se bojim, da se knjigi to pozna, ker ni scela vendar v enem zamahu narejena. Tisto, ja, ampak potem se je pa še kar kaj odkrivalo, pa sem dodala tam, pa tam poštukala in mogoče se to malo čuti. Še eno vprašanje za profesorja Vovka. Mislite, da je možno, da se tudi v slovenski kulturni zgodovini lik profesorja Lovrenčiča, vašega deda, da se ga bo revidiralo in koliko bo morda tudi ta objava prispevala k temu? Oče je tisto pisansko proti upanju upamo, ne? Močno upam, ja. Močno upam. No, se pa natlema ena naloga še, ki me čaka, bom skušal, upam, da bom bil boljo to pač njegovo vlogo pri tej godiški gimnaziji, ravnateljevanja in dejansko pokazati, da je v bistvu kaj je njegov namen, da ga on je imel nekje oživiti slovenstvo tukaj, potem dolgo desetletnim zatiranju fašistično. In mislim, že ta dejanje, ki ga potem ste ga interpretirali, postale na glavo, to je pač postalo izdajalstvo, kot sem že rekel. Tudi ta njegova knjiga, Kanadska kraljica, ki je bila potem praktično šla v razrez, takoj po vojni, to je bila te priljubljeni Slovenčevi zbirki, knjige je šla ena zadnjih. Upam, da se bo tudi pri nas kaj spremenili, si se spreminja vse, pa zelo počasno. Kaj pa morda, gospod Florjančič, imate še kakšen spomin na očeta, kako je po vojni gledal na
te svoje življenjske izkušnje? Ja, spomin je recimo povezan s to njegovo ljubeznijo do domovine. Upal bi si reči, no, da tudi v teh njegovih pesmih in niti v dnevniških zapisih pravzaprav, bojim se, da ne bom točno povedal, ampak sem 99%, da nikoli ni uporabil besede Jugoslavija, vedno je uporabil besedo Slovenija, Krajinska ali domovina z veliko pisano. In zanimivo je to, da je, kolikor mi tako bolj zavesten spomin sega tja v 70. leta, govoril v domačem krogu, kako bi bila Slovenija druga Švica, če bi bila samostojna. Bog ne daj, da bi to kdo takrat slišal preko teh domačih sten. Žal je ni dočakal. Malo je zgrešil, malo prehitro ga je življenje izmučilo, da se je moral posloviti pred samostojno Slovenijo. Morda bi v tem kontekstu še poudaril to, da če prebiram te njegove pesmi, jih moram nekako dajati v kontekst njegovih dnevniških zapisov, ker so skoraj da kot nekakšni komentarji ti dnevniški zapisi teh pesmi, ki so nastajali pred ali po tistim zapisu. In v tem okviru prepoznavam tako nekako 3 teme. Prva je seveda ljubezen, ki je lastna fantu staremu 20 do 24 let, ne more drugače biti, povsem naravno. Druga je vera, ker izraža nad takšno globoko vero, da človeka včasih kar presune, ko prebira te njegove zapise. In tretja je pa ta ljubezen do domovine. Ena taka prav boleča ljubezen do domovine, čeprav me je to nekako čudilo prav zaradi tega, ker bi takšno intenzivno čustvo do domovine mladenič, ki je bil vso svojo rano mladost daleč stran, od domovine lahko izgubil, vendar pri njemu vidim, da je morda prav to intenziviralo to ljubezen. Ker tudi skozi te njegove zapise je čutiti, kako je po eni strani bil odrinjen od domače sredine, domačih vrstnikov, ki ga niso sprejemali takrat, ko je bil toliko let stran in tudi če je prihajal poredkoma v domač kraj, ni bil sprejet. Pa je vendarle čutil eno svojo intimno zavezo do te svoje rojstne domovine in tudi tam, kjer opisuje naravo v njeni bleščečnosti le v zvezi z domovino. Nikjer ne opisuje narave kot nekaj lepega v Italiji, nekaj lepega v Afriki, ne vem kje, tudi v Bolgariji je bil kasneje ali v Bosni in tako dalje med nadaljevanjem druge svetovne vojne, ampak to njegovo opevanje narave je izključno povezano s Slovenijo in z domačim krajem. Ja, to, kar pravite, je zanimivo. Vseeno ta njegova, torej, to, da ne omenja Jugoslavije, samo Slovenijo, ker nasprotju s tem vemo, da je bil slovenski antifašizem na Primorskem v glavnem zelo jugoslovansko usmerjen. Če vzamemo na primer Dočeta Sardočan, je bil trd Jugoslovan. Tako da je bil verjetno nekaj posebnega. Jaz bi predlagal, da bi preden predamo besedo še. Da bi prosila, da ne gremo mimo ženske komponente tega pesništva, pa mi je kar malo žal, da ni z nami tukaj tudi vendarle gospa Lojska Bratuš, kot hčerka tudi pesnice, Ljubke Šorji Bratuš, pa prosim, če bi vendarle nekaj o njej rekla, da bomo zadostili tudi spominu na njo, mislim, da si to zaslužite obeno, prosim.
Gospa Lojska. No, jaz sem predlagal, da preden še to postavi kakšno vprašanje ali kaj doda, bi morda kakšen odlomek prebrali ali iz kakšne pesmi ali... Sem bi rekla, da tukaj imamo tudi hčerko gospoda Damjana Florjančiča in ona zna na pamet, ne? Ne boste? Ne, hčerko Damjana. A ja, se opravičujem. Ja. Danila Florjančiča, hčerko. Ja, se opravičujem, zdaj sem malo... Ta ideji mi nagaja izmeri Danilo. Ja, mogoče bi kakšno povedali. Ali iz dnevnika, kaj ste omenili, ne? Kaj ste omenili? Zdaj, tako bom povedal še, da v zaporu je pač skrival te svoje pesnitve v slovenščini, pisal jih je tudi na take lističe, kjer so bile neke skritura tedeska, naprimer letere, maniskule in tako dalje. In na hrbtni strani je potem bila skrita slovenska pesem. Nekaj teh pesmi je pošiljal sprotoma tudi domov iz zapora. Nekaj jih je imel že poprej doma. Starši so se bali, da bi se te pesmi doma odkrile in so jih zakopali v neko karbidno škatlo v klet. Ko je prišel oče po vojni domov, so to škatlo odkopali in vse te pesmi so bile žal uničene. Tako da je ostalo tisto, kar je imel le s sabo. Morda kot zanimivost povem še, da te pesnitve v tem dnevniku je v tistem času, ko je pešačil čez Italijo iz zapora proti prekomorskim brigadom, spravil pri nekem župniku v neki vasi tam v bližini Salerna in je ga zaprosil, da bi te pesnitve lahko kasneje dvignil pri njem. Župnik je to spravil in res je potem, ko se je vrnil pač naprej dolga zgodba, ki bi presegala današnji večer, ampak vrnil se je pač za angleško ladjo iz Soluna v Taranto, spet šel v tisto kasarno, kjer je bil prvotno poklican in se potem oktobra 45. vračal z vlakom proti domu, se spotoma ustavil in odpešačil spet do te vasice k temu župniku in ta je res hranil te njegove pesnitve še vedno, tako da je pri njem te pesmi potem prevzel in te dnevniške zapise, tako da se k sreči niso izgubili. In tukaj bi morda prebral, čeprav slabo čitljivo, eno Prisega je naslov, ena pesem, napisana 4. rožnika 1942, torej, ko je bil v zaporu. Montesarkio. Gorje, sovražnik, ti nemili, ki kruto vječi mučiš me. Gorje, sovražnik, ti gorje, ko bodo me osvobodili. Le boj se mojega maščevanja, na katero si prisilil me. Ko pride moja ura že, jaz z njim zbudil te bom iz slavja. Svobode luč naj mi zasveti. In ti, sovražnik, ustraši se, zakaj zagrenjeno srce ti vse vrnilo bo prokleti. Potem ena kitica slabše čitljiva, jo bom spustil zadnja. To moja zadnja je obljuba, ki kot prisega naj zveni. Gorje, gorje, sovražnik ti, to tvoja strašna je poguba. No, ko ste me že izzvali, bom še jaz nekaj povedala. In sicer, jaz sem mojega očeta zelo cenila in to sem prenesla nekako tudi na moje otroke. Moji 3 sinovi so ga zelo radi poslušali in nekako skupaj smo posneli spet en zaklad enih 17 audiokaset, ki jih ima tudi moj brat v hrambi.
ko je on pripovedoval, kako je bil v partizanih in kot je vse hodil. Zdaj, moj brat je povedal, da se njegove pesmi nekako delijo na 3 sklope. Jaz bi pa povedala še, da je bil moj oče tudi veseljak in velik humorist in je potem po vojni pisal tudi v to publikacijo Pavliha. Žal se je to vse nekako razgubilo, jaz mislim, da tega pa nimamo v hrambi. In nam otrokom je pa napisal eno pesmico, ki jo pa znam na pamet. In vam jo bom povedala, če upam, da se ne bom zapletla. Muca maca je tetica, iz navade rada krade, zmaknila klobastri pare, teti meti iz omare. Pa je prišel sultan pes in je plen vzel ves. In za hišo se je skril, da bi tam se sam mastil. Tam stricjaka ga zalotil, prav ko se je s plenom motil, in nagnal ga je z gorjačo in mu vzel je vso jedačo. Končna stvar je bila taka. Teta Meta in stricjaka sta na klop za hišo sedla in jedačo vso pojedla. Da bom malo uporabil še to knjigico, če vam ne bo odveč, prebral še en odlomek iz njegovega dnevnika, da bi morda zasvetili, kako se je počutil tam v oddaljenem kraju. Po 2. mesec je minil, odkar sem zapustil svoj dom. Hitro je res minil in mi ni dolgčas do sedaj. Seveda, da bi bil veselejši, ako se bi nahajal doma, kjer ga veselja ni konca, ne kraja. Kakor hitro sem se vdal v vojaškemu stanu, skoraj mi je nerazumljivo. Prehoda iz civilnega v mornariško življenje ga skoraj nisem počutil. Vse je bilo tako enostavno in mirno, da zavedati se za to je bilo skoraj nemogoče. Le sedaj, po 2. mesecu, sem začel čutiti v srcu domotožje, ki se bo vsak dan pomnoževalo. Bilo bi potrebno, da bi videl moj dom za par ur, da bi bil vsaj en dan doma, pa bi tudi to domotožje minulo, za se zbuditi čez dolgo časa. Ko zvečer sonce zatone, obdano od neštevilnih belih oblačkov, ko se obzorje nadnaravno rdeči, moja misel šine nagloma čez hribe in doline, čez široko Jadransko morje, domov v priljubi moj gaj, kateri mi je tako ojačil čute, da sem skoraj postal pesnik. Kako je bilo lepo, ko sem bil doma, hodil po skritih stezicah, ko sem veselo peval prijatelji v mesecu ali z zvezdicam blestečih se na nebu, ali pa ko sem skupaj s prijatelji pri kozarcu rojnega vinca zapel domače narodne pesmi. Sedaj pa ni več tako. Vse je minulo in mogoče zavedno. Zakaj? Saj Slovenije ni več. Obdana s trdnimi verigami krutega sovražnika, ki jo želi popolnoma podlačiti in uničiti. Zdraven nje pa se je zapuhtel in pokazal v svet izdajalec domovine Ante Pavelić, ki je zavladal s svojim duhom na Hrvatskem. Kdo mu sledi s srcem? Mogoče se varam, sicer pa mislim, da je od vseh Hrvatov sovražen. No, za ilustracijo še en odlomek iz pesmi, daljše pesmi Mati Slovenija in upanje neznanega avtorja z publikacije Bazovica, tako da si ustvarite eno sliko. Po poti Trnjevi je Reva hodila, iz njenih bosih nog sveža kri je lila. Oblečena bila je v obleko žalno in okrog rob, ki je imela verigo sramovalno. To revše, izčrpano ciljnega trpljenja, to naša mati je, to je Slovenija. Ne more naprej, zapustila jo je moč. In kje ne najde pomoč? Omahne na tla in glasno zajoče. In lej, že stoji pri njej otroče. Kot angelček, to dete je krasno in oko mu kot zvezda je jasno.
To bitje nebeško je upanje milo, poslano z nebes naši mamci udolažilo. Tesno jo objam in tiho ga uči, o mati, obriši solzne si oči. Zate jaz imam zdravilo, ki rane bo vse zacelilo. Lepo vem mi vse svoje trpljenje, mnogo bo lažje je to zdravljenje. Slovenija se nasmehne, čeravno in poka srce in globoko svoje oči v detece upre. Kar jaz sem trpeljen še trpim, ti ne moreš razumeti, a vendar ti hočem v kratkem svojo žalost razodeti. Bilo je pred letom in malo še več, odkar mi zabodli smrtni so meč. Dotedaj sem bila srečna, vesela in moja deca okoli mene je pela. A prišel deželo sovražnik je siloviti in takoj nekaj mojih sinov je dal poloviti. In tako dalje. To je malo daljša presnitev. Tako, jaz bi predlagal, tako mislim, da smo malo predstavili vsebino te knjige, nekaj je bilo tudi pričevanj. Avtorica je v tem kratkem času pač predstavila kriterije, na podlagi katerih je knjiga nastala in zdaj imamo še nekaj časa in mislim, da bi bilo lepo, če bi se še kdo oglasil, morda kaj želi kdo kaj vprašati, kaj dodati, morda kakšno pričevanje. No, tukaj je tudi predstavnik založbe. Mari Maler, če želi kaj povedati, je dobrodošlo. Kaj sledi, da tukaj delito vse predstavljeno? Pa svojo banano. Jaz sem založbi tudi tukaj še zmeraj se bom zahvaljevala, zelo sem jih hvaležna, da ste to sprejeli v svoj program. Tako da smo skupaj naredili, ne samo za to knjigo, predvsem za ljudi, ki so notri vanjo vključeni in predvsem za duha, ki veje iz nje. Smo naredili to, kar je bilo pač v danih okoliščinah mogoče. Zato sem vam res hvaležna. Hvaležna sem tudi za veliko potrpljenje. Prav, ko smo že hoteli končati, se je spet začela dodajati, pa tukaj mi Irene Vršič, da se je zahvalila za fotografije, ki so jih še na koncu skupaj preskrbeli. Mislim, da tudi to daje ceno knjigi še posebej. Hvala še enkrat.